Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela predzadnja tekma 9. kroga prve slovenske nogometne lige Telemark. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Bravo. Koprčani igrajo v tej sezoni zares sijajno, so v seriji 7. zaporednih zmag. Dober prenos Srba na leva stran proti Trontlju. Trontel v kazenski prostor, tole je dobra podaja, priložnost za Koper, za Bravo. Dobra poteza Bajdeta, Kramarič ima veliko prostora, tole bi lahko bilo nevarno. Znova je sicer Kramarič nekoliko osamljen, prepočasi se naprej vključujejo Bravaši, potem pa strel Kramariča. Bilo je kar precej prostora ob oddaljenejši vratnici. Videli bomo, kako se bodo na to odzvali. Tako eni kot tudi drugi. Josipović odbija, pa Kahim Peris. Peris, krasen dribling Perisa, brani Josipović. Tu je Kahim Peris bistveno hitrejši od Jakšića. Kahim Peris, kako je švignil mimo Srba. Kahim Peris je ustvaril veliko prostora, potem pa dobra poteza Josipovića. Sedaj pa dobra podaja proti Palčiču. Peris ga spremlja na desni strani. Palčič mu ni utekel za hrbet, tako da Peris nima veliko rešitev. In plod tega je izgubljena žoga. Bori se potem Osuđi, prišel je Nigerijec do žoge. Osuđi strelja, pa še en strel proti vratom. Ni zadetka, obranili so se nogometaši Brava. Trontel se seveda z desne strani preselil na levo stran. Trontel v kazenski prostor in gol! Vanja Drkušić, Bravo vodi z 1-0. Nikjer ni bilo Bravašov skozi celoten drugi polčas, potem pa so pičili iz prekinitve. Rahla nezbranost v taboru Kopra in Šiškarji so to kaznovali. Vanja Drkušić je dosegel drugi gol v letošnji sezoni, drugič je pičila naveza Trontel Drkušić. Trontel pa je torej na jubilejnem 50. nastopu v prvi slovenski nogometni ligi. Tu vidimo bivšega nogometaša Katanije. 6 let je preživel pod Etno na Siciliji. Podaja pred vrata, skače Osuđi. Prek vrat je sprožil Nigerijec. Memić ima priložnost, pa Ogrinec, branil je Adam. Ogrinec pred vrata, iskal je Trdina, pa sedaj Nsana. Nsana strelja, brani David Adam. V tej sezoni igrate zares sijajno v napadu, danes pa torej niste našli odgovora na strnjeno postavitev obrambe Brava. Kako je bilo vse skupaj videti na igrišču? Res so dobro zaprli vse poti k njihovem golu. Vse smo prihajali v nekatere situacije, ker bi lahko sigurno boljše izkoristili. Nažalost, danes nam je nogomet vzel, drugič bo dal, tako je to. Proti Aluminiju čez nekaj dni verjetno pričakujete zmago in boljšo igro? Sigurno bomo dali vse v sebe, vedno bomo šli na zmago. Vanja, danes ste zares sijajno igrali, na zadnji tekmi ste zabeležili prvi poraz, v obrambi niste delovali tako kompaktno, danes pa se je zdelo, kot da ni nobenega prostora za tekmeca. Ja, moram reči, da to niso zasluge samo zadnje linije, ampak zasluge cele ekipe. Mi smo vedeli, da je Koper zelo nevarna ekipa in igrajo na kontra in so v tem, sem prepričan, najboljša ekipa v ligi. To smo jim hoteli nekako onemogočiti in mislim, da nam je to uspevalo in smo zelo veseli te zmage. Dosegli ste drugi gol v letošnji sezoni, verjetno ste tudi zaradi tega, ker ste vi odločili tekmo, še toliko bolj zadovoljni. Ja, vedno je lep občutek zadet, še posebej, ko odločiš ti tekmo. Ampak to je za vse tiste fante tam v garderobi, ki se vsak trening odrekajo in ko vsi delamo za nek skupen cilj in to danes je bil samo rezultat tega. Znova ste skočili na drugo mesto na lestvici, verjetno je pogled na razpredelnico zelo lep. Ja, čim višje si, lepši razgled. Mi se moramo samo osredotočiti na naše igre, da bomo še naprej delovali tako dobro, kompaktno in še naprej v svoje točke.